Koliko bi recimo opolnomočenje vodstvenih kadrov, opolnomočenje direktorjev, oziroma če so sploh pravilni ljudje na teh položajih, koliko bi to spremenilo umetniško produkcijo ali oziroma vplivalo na delo umetnikov? Ja, zdaj treba povedati nekaj, da zdaj bi mogoče bom izpadel tudi kot nostalgik, ampak včasih so direktorji bili persone, ki so nekaj pomenili na umetniškem ali pa kulturnem področju. Sedaj smo priče v zadnjih 10, oziroma 20 letih so v bistvu direktorji javnih inštitucij postali X-fajli. Ljudje, ki so neuveljavljeni na kulturnem oziroma na nobenem področju. Zdaj seveda temu je treba pristopiti tako. Jaz zagovarjam v tej knjigi in v obeh knjigah in v vseh svojih knjigah zagovarjam to stališče. Namreč direktorji umetniških institucij, javnih zavodov nikakor ne priporočam, da bi bili strokovnjaki na področju, naprimer, da je direktor galerije umetnosti zgodovinar ali pa celo slikar ali pa iz tega strokovnega področja. Zagovarjam to, da bi direktor bil ekonomist, torej ekonomsko izobražen. Lahko je seveda uveljavljen tudi na umetniškem področju, v redu je bilo, vendar čas se spreminja. Vendar pa to mora biti zelo močna osebnost. Namreč ekonomistov ne zanima, vsaj do sedaj jih ni zanimalo vodenje javnih inštitucij, kajti to so totalno paralelni svetovi, totalno drugačni svetovi.